Živijo, Srle tukaj. Danes bi rad govoril z vami o 3 najpogostejših napakah, ki jih dela veliko začetnikov pri investiranju. Te napake je zelo lahko narediti, ampak če jih poznate, jih lahko tudi zelo enostavno preprečite. Sam sem jih naredil vse, zato sem danes tukaj, da jih ne rabite narediti tudi vi. Prva napaka je FOMO, oziroma Fear of Missing Out po angleško, oziroma strah, da nečesa ne bom zamudil. Sigurno ste to že doživeli, če ste bili v kriptu. Začetniki pogosto kupujejo naključne kovance, samo zato, ker so v trendu, ali pa je nekdo na internetu, recimo na TikToku, ali pa celo njihov frizer reče, to je naslednja velika stvar, moraš zaslužiti, Janez je ful z tega veliko naredil, zaslužil in tako dalje. A veste, o čem govorim? Težava je, da večina takšnih projektov ne preživi. Držite se kovancov, ki imajo dokazano zgodovino, kot je recimo Bitcoin, Ethereum, Solana in marsikateri drugi. In vedno poskrbite, da razumete, v kaj vlagate. Druga napaka je kupovanje visoko in prodajanje nizko. Klasično čustveno trgovanje. Se pravi, ko cene rastejo, vas lahko zagrabi pohlep in je mamljiv skočiti zraven in kupovati. Se tu gre gor, tu bo šlo še naprej gor, da kupam. Ko pa padejo, pa potem strah, panika, bojimo se, kaj ćemo zdaj, in ljudi prisili, da prodajo vse. Tako začetniki izgubljajo denar. Kripto je lahko zelo volatilen in premiki za 20 do 30% gor ali pa dol so čisto normalni. Pametnejši pristop je, da imate načrt, razmišljate dolgoročno in ne pustite, da vas vodijo čustva. Pravzaprav, tudi če bi Bitcoin kupili ob vseh najslabših možnih trenutkih v zgodovini in ga samo držali, bi bili danes še vedno v profitu. Seveda, zdaj vedno odvisno, na kateri dan to gledamo, ampak dolgoročno ta trditev velja. Kaj pa je tretja napaka? Investiranje denarja, ki ga ne morete pogrešati. Če vlagate karkoli, nikoli ne vlagajte denar, ki ga potrebujete za najemnino, položnico, za življenje in tako dalje. S tem si ustvarjate nepotreben stres in tveganje za slabe odločitve. In vlagajte samo tisto, brez česar lahko živite. In zapomnite si, investiranje je dolgoročna igra. To ni loterijski listek. Da ponovim, izogibajte se naključnim hype kovancem, ne pustite, da vaša čustva vodijo vaše poteze. Nikoli ne vlagajte denarja, ki si ga ne morete privoščiti izgubiti. Začnite pametno, počas, nikamor se ne mudi. Ostanite dosledni in vaš bodoči jaz vam bo hvaležen. Kaj zdaj to pomeni za vas? Pogovarjamo se o tem, da začnete z nečem izredno majhnim. Že od 25 € lahko danes praktično takoj kupite Bitcoin in doživite ta občutek, kako to zgleda, ko investirate v Bitcoin. Potem boste pa doživeli tisto, kako bo šel Bitcoin gor, pa kako bo šel dol. In se boste od tega tudi nekaj naučili. Dobili boste nek občutek, kako to vse skupaj deluje. V enem prejšnjih videov sem točno pokazal, kako po korakih v nekaj minutah kupite Bitcoin. Lahko začnete mogoče tam. Hvala in lep dan še naprej.